Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh. Danes bi želel odgovoriti na vprašanje, na dilemo. Kaj storiti, ko želiš investirati v sebe, v nek transformacijski program, pa nimaš denarja? Poglejte, prva stvar, da resnično pogledamo realno zgodbo in mogoče da vas potolažim. Nihče nima denarja za osebno transformacijo. Nihče načeloma nima denarja za neke transformacijske, mentorske programe. Poglejte, ne gre za to, da nihče nima. Imajo. Okay? So ljudje, ki so že zelo uspešni in ki so uspešni zaradi tega, ker so v življenju ves čas investirali vase, ves čas investirali v svoje transformacijske programe in takšni ljudje dejansko, ki bom rekel, tudi konkretno zaslužijo, imajo pravilo, da 10% svojih prihodkov dajo v svoje izobraževanje, v svoje transformacijske programe. Za vse ostale, ki pa dejansko smo se znašli pred neko situacijo, ko stvari ne grejo več naprej, ko dejansko ne zmoremo več sami, čeprav bi bilo bistveno bolje, da bi do tega zaključka prišli že zdavno prej, da je nesmiselno, da poskušamo, da je nesmiselno, da se vrtimo v nekem krogu, ne? Za vse ostale pa smo vsi, bom rekel, v enaki situaciji. Vsi dajemo na stran za božična darila, vsi dajemo na stran, ampak načeloma dajemo na stran za novoletne počitnice, za poletne počitnice in tako naprej. Ne. To so vsi neki prihranki. Ne. Ampak v bistvu, da bi nekdo dajal za investicijo vase, je zelo malo ljudi. In potem, ko prideš do nekega trenutka, prideš do nekega programa, ko začutiš, da je sedaj čas, da pa nekaj moraš narediti za sebe, oziroma si želiš narediti za sebe in potem se najdeš v situaciji, ne, kje pa dobiti denar. Prva stvar, ki je tukaj nažalost realistična, je, da večina transformacijskih programov, če delujejo, niso poceni. Razumete? Vse isto je vse v življenju. Če hočete kupiti dober avto je dražji od slabega avta. Bom rekel, neke luksuzne počitnice so dražje od nekih navadnih počitnic. Razumete? In isto je pa s programi. Program, ki deluje, je v bistvu zagotovo dražji od programa, ki ne deluje. Ne? Pred leti jaz imam včasih kakšne take divje ideje, ne? In recimo sem hodil k frizerju, ne? Sedaj si svojo pričesko urejam sam. Hitro sem se navadil, enkrat na teden se postrižem, ampak to je druga zgodba. Ne? Ko sem še hodil k frizerju, sem dostikrat imel idejo, danes grem k frizerju in dejansko pokličem nekoga in tisti, ki je prost, je zagotovo dober za mene in danes hočem iti takoj k frizerju. Ne? In potem sem ugotovil, da tisto, ko grem danes k frizerju in tisti, ki ima čez 1 uro prosto, se je večinoma izkazalo, da kdo ima prosto? Tisti, ki nima povpraševanja. A me razumete? Ne? To pomeni, da dostikrat se mi je zgodilo in sem se potem naučil, ne, da če ima nek frizer prost termin, pomeni, da ta frizer ni zaseden. In ni zaseden z razlogom. Zakaj? Zato, ker pač nima dovolj strank. In če sem hotel iti k nekemu frizerju, ki je pač mimogrede, ampak nobenemu ne povejte, frizerstvo, frizura je že celo življenje neka moja taka kaprica in res hočem iti k frizerju, ki me res v redu postriže in tako naprej. Ne? Tako da razumete, ne? Dejstvo je, da če hočete investirati v nek konkreten program, tak program bo stal. In v večini primerov to ne bo šlo tako, da boste si kar, ne vem, nekaj 100 evrov, par 100 evrov od plače dali na stran. Hvala Bogu in čestitke, če imate to možnost. In glejte, ker te možnosti nimate in ker te možnosti nimate, pomeni, da pač še bolj potrebujete nek program, ki vas bo dal na nek nov nivo v življenju. Ne? Razumete? Manj kot zaslužiš, več dejansko znanja potrebuješ, več podpore potrebuješ, da bi lahko prišel na nek ali pa prišla na nek nov nivo.
To pomeni, da bo denar za nek transformacijski program, za neko osebno transformacijo, mentorstvo, bo treba najti. In to se dogaja in to je na nek način princip, ki ga uporabljamo vsi, ki smo kdajkoli in ki investiramo v te mentorske programe. Ker poglejte v bistvu, nek mentorski program, kaj vam da? V bistvu prihrani vam čas. Preko nekega takega programa dobite znanje 10, 20, 30 ali več let. V bistvu dobite znanje, ki so ga coachi in mentori, v katerega smo investirali na tisoče in na 100.000 evrov. In mentorstvo je potem vaša bližnjica do rezultata. In v bistvu preko tega si kupite čas. V življenju imamo vedno dve možnosti. Ali poskušamo najti recept sami, in poskušamo in se vrtimo, ampak to smo vsi delali in danes v bistvu ne bi o tem govoril, bo drugič priložnost, ali pa dejansko s tem, ko investiramo, ko najdemo nek kapital, to pomeni, ko si mi izposodimo nek kapital, ker večinoma tega kapitala nimamo. Včasih se pogovarjam s stranko in potem reče, glejte Miran, jaz bom to zaslužila. Ampak problem je v tem, da naša kapaciteta energije na tem nivoju je enaka prihodkom in našim financam na tem nivoju. In če bi mi že bili na nekem drugem nivoju, da bi že imeli nek denar, neko znanje, ki si ga dejansko želimo imeti, potem mentorstva sploh ne potrebujemo. A razumete? To pomeni, težja kot je naša situacija, bolj kot smo v težavah. Če poslušamo recimo Tonija Robinsona, ki govori o svojih izkušnjah, pravi, ko je imel dejansko največ težav z svojim telesom, z svojo telesno težo, postavo, motivacijo, bil je depresiven, vse skupaj. V tistem času je razumel, da dejansko težja kot je situacija, več je treba investirati v podporo, v vodstvo in tako naprej. In dejansko edini način, kako lahko investiramo, je, da najdemo, da zmanifestiramo kapital. To pomeni, da si ga izposodimo. Ker ko se izposodimo, si izposodimo čas. Menjamo, bom rekel, kapital, menjamo za znanje, za izkušnje, za energijo. Razumete? To pomeni, da vsi vi, ki razmišljate, joj, zdaj še darila so tukaj, ali pa recimo karkoli še počitnice, kdajkoli to video gledate, to je brez veze. V bistvu osebna transformacija se zgodi, ko se odločiš. In odločiš se, super je, da se čim prej odločiš, ko misliš, da ne gre več drugače. Ampak v bistvu, glejte, dejansko vedno, ko neke stvari delam, in ko se vrtim v krogu, bi bilo bistveno bolje, da bi se jaz odločil že bistveno prej, zdaj pa dovolj. Zdaj pa resnično hočem iti naprej. Na nekem nivoju se odločamo za naprej, za neko tako investicijo, ko res ne zmoremo drugače, ko ne gre drugače, a res ne moreš sam, pa dej, boš pa ja to sam rešil, ampak vse te stvari so brez veze, ampak so globoko zakoreninjene v nas, ali pa ko pridemo do nekega nivoja. Sedaj pa hočem iti na višji nivo in vem, da na višji nivo ne morem iti, ker če bi lahko bil, bi že bil na tem višjem nivoju in potrebujem nekoga, ki me lahko kaj potegne, ki mi da roko, ki mi stoji ob strani, ki mi da podporo. In večinoma je potrebno, ker tega nimamo, da ta kapital najdemo, da si ga sposodimo, da vzamemo nek kredit. Jaz sem že ogromno kreditov vzel, ko sem investiral vase. Tako da v bistvu, a me razumete? In dejansko dosti krat, ko razmišljam, joj, bom investiral takrat, ko bom dovolj prihranil. Glejte, če gledam recimo, če ste problem, ki je tukaj, je, da dejansko večina ljudi, ki se znajde v neki situaciji, ni biznis. Niso nikoli imeli svojega podjetja, nikoli niso na poslovni način razmišljali. Ker poglejte recimo, če imate neko podjetje, ki je vredno, mesečno delate 10.000 evrov in želite priti na 20.000 evrov. Ampak do 20.000 evrov vas loči 10.000 evrov neznanja, 10.000 evrov energije, 10.000 evrov, bom rekel, nekih stvari, ki jih sploh ne vidite. In če želite priti do 20.000 evrov, potem koliko ste pripravljeni investirati?
Ste pripravljeni investirati 10.000 evrov v svojo transformacijo, v svoj razvoj? Ker moramo razumeti, ne, da če imamo biznis ali če nimamo biznisa, vse je isto. Če hočete priti na višji nivo, morate investirati vase. Ne glede na to, ali ste zaposleni, ne, ker ko investiramo vase, s tem povečujemo svojo vrednost. Ne. A razumete? In če gremo nazaj, biznis nam dela 10.000 evrov. Če investiramo 10.000 evrov v svojo transformacijo, v svoj razvoj, ne, povečamo svojo vrednost biznisa na, ne vem, tudi če bi povečala samo na 12.000 ali pa 15.000, je to, bom rekel, 2, 5 ali 10.000 evrov mesečno več, kot je bilo prej. Ne. In seveda mi, ko smo delali 10.000 evrov, si nismo morali, kako boš ti, če delaš 10.000 evrov, dal še 10.000 evrov in boš, recimo, plejte, lahko ti prihraniš in daš, ne vem, 500 evrov na stran. Ampak, če daješ 500 evrov mesečno na stran od biznisa, govorim zdaj za biznis, da lažje razumemo, potem potrebuješ 20 mesecev, da se ti nabere investicija 10.000 evrov. Ampak, če bi si pa ti 10.000 evrov sposodil in potem s pomočjo, bom rekel, tega programa, mentorja, transformacijskega programa, biznis programa, prišel na višji nivo, ne, sedaj živi z 10.000. Ok, 10.000 imaš dovolj. Potem priješ na, ne vem, 12.000, 15.000, da ne boste rekli, da pretiravam, da je to preveč, da je nemogoče in tako naprej. Tudi če dobiš, recimo, če greš na 11.000 in daš potem 1.000 na stran, boš v 10 mesecih povrnil nazaj investicijo. Prej bi v bistvu, bom rekel, v najbolj negativni zgodbi, ne, si v polovico krajšem času prideš do istega rezultata. Isto je pa v življenju. Ne. Seveda pač v življenju, ko gledamo o neki osebni transformaciji, imamo dve vrsti teh transformacij, ne, nekjer, kjer dejansko se vidi nek monetarni rezultat, ne, pomeni, gremo iz težke situacije, ne. Recimo, sem se pogovarjal z gospo, ki je v bistvu precej zadolžena in dejansko težko najde nek kapital, da bi se še zadolžila, ne. Ampak dejstvo je, zadolženi smo, ker je naš nivo znanja, naš nivo energije, razumevanja življenja na nekem nivoju. In to je, da gremo v nasprotno smer. In potem prvič v življenju dejansko si izposodimo dodaten kapital, ki ga investiramo vase in na ta način delamo dodano vrednost, ker ko začnemo drugače gledati na življenje, ko imamo nek konkreten plan, ko imamo neke korake, ki nas vodijo ven iz tega, bomo lahko vse te stvari za nazaj, bom rekel, poplačali, poravnali in se dvigne na bistveno višji nivo, kot smo kadarkoli bili v življenju. Ne? To pomeni, en primer so pač neke finančne zadeve, druga stvar je pa v bistvu neka notranja bolečina, zlomljeno partnerstvo, v bistvu kompromisi, ki jih delamo v življenju. Ne. Čeprav tukaj ne vidimo neke dodane finančne vrednosti, ampak koliko vam pomeni. Ne. Včasih vprašam, recimo, gre nekdo skozi težko življenjsko situacijo, ne, in potem rečem, poglejte, zadnjih par let, vse, kar se vam je dogajalo, način, kako so vas v službi tretirali, odnos, ki ste ga imeli s partnerjem, v bistvu vse te bolečine, bili pripravljeni zadnja 3 leta še enkrat doživeti za 20.000 evrov. Plačam vam 20.000 evrov in vi greste skozi vse te težave, skozi vse te bolečine, skozi vse te groze, če temu lahko tako rečem. Ne? Za 20.000 evrov bi bili pripravljeni. Ogromno ljudi takoj reče, kaj pa za 100.000 evrov? Ne? A razumete? Potem začnemo že malo razmišljati. Ne? Ampak to pomeni, če 20.000 evrov je premalo, da bi še enkrat šel po isti poti. Ne? Pomeni, da so ti ta leta, da je vse to vredno 20.000 evrov. Ampak v bistvu mi moramo gledati naprej. Ne? Če je dejansko to nam vredno toliko denarja, ne? Okay? Kaj pa dejansko misel, da nadaljujemo s takšnim življenjem? Kajti dejansko je tako, če se nič ne bo spremenilo, potem se nič ne bo spremenilo. Ne?
se pogovarjam par dni nazaj z neko gospo, ne, in pravi, sedaj bodo pa stvari drugačne. Ok, super, povejte mi, kaj bo drugače. Sedaj se bom iskreno pogovorila sama s sabo, iskreno se bom pogovorila s svojim partnerjem. Ok, razumem. Vendar, poglejte, stvar je v tem, v našem življenju se lahko nekaj spremeni, samo če se nekaj spremeni v našem življenju. To pomeni, da pride novo znanje, da pride nova informacija. In sem jo vprašal, poglejte, če vi ne znate speči potice, to pomeni, karkoli potica že pomeni, da nimate recepta za potico, ne, ali vam pomaga iskrenost. Prej nisem znala speči potice, sedaj jo bom pa iskreno spekla. A me razumete? In v bistvu isto pač te zgodbe, sedaj bo pa drugače. Kaj bo drugače? Drugače bo lahko samo, če bomo dobili novo znanje, novo razumevanje in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu, da imate malo občutka. Ne. Seveda pač obstajajo različni programi, eni so mesečni, eni so 3,5 leta in tako naprej, 1 leto. V tujini večinoma pač obstaja samo enoletni programi, v Sloveniji pač tukaj pač poskušamo, da vsaj nekaj naredimo, ne, da se vsaj malo premaknemo, ampak da imate koncept, da dejansko v življenju se moramo razvijati in da vas ni strah investirati vase. In da dejansko, ko se odločite, da boste investirali vase, veste, da pač na ta način si kupujete čas, na ta način si kupujete znanje, izkušnje in te stvari ponavadi ne moramo kar tako mimo grede plačati. Ne? In vsi ti, recimo, dostikrat razmišljamo, še pač te poletne počitnice, ne, dejansko pač grejo skozi, pač moram to financirati, potem se pa odločim. To je brez veze. To je brez veze. Dan za odločitev je danes. Danes je najboljši dan za odločitev. Ko tole poslušaš, je zagotovo to sporočilo namenjeno tebi. Ne govorim, da se pač moraš priključiti mojemu programu, če pač najdeš, da v bistvu začutiš neko resnico, začutiš, da imam dejansko dovolj izkušenj, dovolj, bom rekel, sistem izza tega, ki je meni pomagal, da sem iz res težke situacije, iz groznega partnerstva prišel ven, ne, in isto v poslu, ne, potem sem ti zelo hvaležen. Ampak bistveno je, da razumeš, kjerkoli že boš, karkoli se boš že odločila, ne, investirati vase, narediti neko svojo transformacijo, dejansko ne odlašaj. Odloči se in potem najdi način, da dobiš pač investicijo, kolikor je potrebna. Ne? In kot sem rekel, nerealistično je, da bomo prihranjevali in to je izguba časa, to je, bom rekel, socialistično zastarelo razmišljanje. Dejansko investiramo vase, investiramo v svoj razvoj, investiramo v svojo prihodnost. In tukaj si vedno kupujemo čas. Ne? Koliko časa sem jaz rabil, da sem začel razumevati partnerstvo, koliko dejansko sem sebe in moje bivše partnerke tudi na ta način poškodoval, da sem prišel do tega. Razumete? Ne? In danes lahko dobite to na platno. Seveda pač, ker smo v kapitalizmu, to zadevo menjam za finance. Ne? Tako da razumete investiranje, ne? Kaj narediti, ko hočete investirati v svojo transformacijo, v svoje mentorstvo, v svoj osebni razvoj, pa nimate denarja. Enostavno treba se odločiti in najti kapital. Zagotovo obstaja pot. Ne. Ker poglejte, recimo, ne, jaz verjamem, da vesolje dejansko ima nek plan za vse izmed vas. In za vse izmed vas, za vse izmed nas. Ne, vse. Razumete? In verjamem, da neka sila dejansko pač stoji iza vsega tega. In verjamem ravno tako, da če pridemo do neke priložnosti v življenju, ki bi nam lahko spremenila življenje, kaj mislite, da potem tista sila, ki nas je naključi, ne obstaja, vsemu je ključ, da tista sila, ki nas je pripeljala do tega, nas je pripeljala zaradi tega, da se nam potem smeje, ker pač nimamo možnosti, da bi, bom rekel, zagrabili to priložnost. Saj to ni res. Ne? Ampak morate pa po drugi strani razumeti, ne? Da večji kot je ta prepad, večji kot je test, ali vi lahko najdete kapital, da pridete do osebne transformacije, da pridete do mentorja. Večji kot je ta prepad, večja nagrada
vas čaka na drugi strani. Ker v bistvu ta prepad, ta test, bom rekel, ta finančna kvalifikacija je na nek način test, ali si res želite, ali ste res kvalificirani. In več kot imate denarja, seveda pač poiščete močnejšega coacha in pač program, ne zato, ker program več stane, ampak da dejansko presežete sebe. Ker pogledajte, koliko imate programov, koliko ste že obiskali nekih delavnic, koliko imate knjig, pa vse skupaj vam ne pomaga. Zakaj? Ker je pač prvič premalo energije v knjigi, premalo energije v nekih CD-jih, premalo energije v nekih videih, ne? To je v bistvu prva zgodba. In druga stvar je bilo premalo neke vaše odločitve. Ne? Pride stranka k meni in pravi: Miran, vse sem že poskusila. Poglejte, kaj ste rekla? Vse sem že poskusila. Ne? Problem je v tem, ker ste poskusila, ker niste res delala, ker niste imela nekoga, ki bi vam dejansko vas držal za besedo, ki bi vam stal ob strani, ki bi vam pomagal, da delate prave korake. Tako da upam, da vam je ta video lahko pomagal. Želel sem biti iskren, ker o tej tematiki se zelo malo govori, je tabu, dokler ne pridemo do neke odločitve in potem smo presenečeni: joj, kaj pa ne zdaj bom pa, hočem nekaj narediti, zdaj moram pa kredit vzeti. Glejte, v tujini se to imenuje investicija. Investiraš vase, ker v bistvu kupiš si čas. Ok, lahko kapital, investicijo zmanifestiraš na drugačen način, ne? Ampak dejansko morate razumeti, vse je to, bom rekel, za našo prihodnost. In da bistveno hitreje pridemo do svojih sanj, do svoje sreče, do vsega, kar smo si želeli. Upam, da vam je video pomagal. Povabim vas, da se naročite na moj YouTube kanal, da boste vedno obveščeni o novostih. Me spremljate na Facebooku, se veste, kako te stvari gre. Glejte, ostanite čudoviti, postavite se na prvo mesto in dejansko, ko ste pred situacijo, da želite narediti ta korak, da želite investirati vase, da se želite priključiti mentorskemu programu, da želite dejansko vodstvo, podporo, naj vas prve prepreke ne ustavijo. Zagotovo boste našli pot, zagotovo boste našli rešitev. Stvar je v tem, vi morate, ko ste pred neko tako situacijo, ne veste, kako bo potem naprej. Nobeden ne ve. Razumete? Nobeden ne ve. Ljudje vprašajo: Miran, kako bomo pa potem to delali? Glejte, najprej je prvi korak, da se odločite. Najdite nekoga, ki mu zaupate. Najdite nekoga, ki dejansko imate vizijo in vidite, da on ima vizijo, kako bi lahko vi prišli do rezultata. In naredite samo prvi korak, potem pa vas bo ta mentor, na isti način kot nas starši vodijo in nas naučijo hoditi in nas naučijo vseh stvari. Nekatere so nas dobro, nekatere so nas malo slabše, ne? Ampak na isti način grejo potem vse te stvari. Bistveno je, da naredite prvi korak, vse ostalo potem se bo sproti razvijalo in tako naprej. Tako da želim vam en čudovit dan, postavite se na prvo mesto, ampak se res postavite na prvo mesto. In vas do naslednjič pozdravljam.